Ok, jaz vas vse prav lepo pozdravljam. To je tretji dogodek tekočega letnika Inštituta za delavske študije. Posvečamo se sindikalizmu in kljub temu, da je verjetno bolj kot ne vsem jasen kontekst te okrogle mize, dajmo vendarle obnoviti dogodke izpred pol leta, smo predprejle ugotavljali, da je že kar en cajt minil. Torej, vlada pod vodstvom Gibanja Svoboda je lani sprejela varčevalno pokojninsko reformo, ki je zvišala upokojitveno starost s 65 na 67 let. In takrat, vsaj tako je pravila uradna zgodba, naj bi se okoli te reforme oblikoval širok družbeni konsens. Podprli so jo vsi, kot se reče, deležniki, predstavniki upokojencev, civilne družbe, ekonomisti, medijski komentatorji. Na koncu nista nasprotovala niti takrat opozicijski stranki, Nova Slovenija in SDS, in na vse zadnje so jo podprli tudi sindikati. Ampak ob tem se je potem zgodilo nekaj, kar je za slovenski prostor recimo da neobičajnega oziroma nima nekega močnejšega precedensa, in to je, da se je del sindikatov uprl sklepom sprejetih za zeleno mizo socialnega dialoga, se povezal in napovedal boj proti tej varčevalni pokojninski reformi. In tako je nastala delavska koalicija, povezala je 25 sindikatov in drugih organizacij, ter v bistvu za nekaj časa pošteno nagnala strah v kosti državnih in sindikalnih birokratov. Sprejem reforme je bil takrat, na primer, iz pomladi prestavljen na jesen, vlada pa je zagnala precej oziroma kar zelo agresivno kampanjo v podporo zakonu. In čeprav nam je delavski koaliciji na koncu spodletel, referendum torej ni bil sklican, smo ob spopadu okoli pokojninske reforme lahko uzrli neko drugačno vrsto sindikalizma, drugačno vrsto, kot ga poznamo v zadnjih 10 in več letih. Ta sindikalizem načeloma ne prisega na kompromise za vsako ceno in se je tudi pripravljen bojevati proti ukrepom, ki so za delavstvo škodljivi. In zdaj, pol leta pozneje, tukaj torej premišljujemo o pomenu nastanka delavske koalicije, vsega, kar se je zgodilo okoli pokojninske reforme in tako naprej za slovenski sindikalizem. Z mano sedijo Eva Matjaž in Miha Blažič iz sindikata Zasuk ter David Švarc iz sindikata poklicnih gasilcev. Prav smo se usedli. Ja, tako ga vam napisati. In zdaj, to je sicer okrogla miza, ampak jaz bom sicer, tukaj imamo 4 širše teme, ki jih bomo odprli. Jaz bi vas v bistvu vabil, da seveda boste en pa po en govorili, ampak lahko se dopolnjujete, si skačete v besedo in tako naprej. In začeli bi v bistvu s tem, zelo splošno, ki je ocena stanja sindikalizma v Sloveniji. Torej, kje smo, kar se sindikalizma tiče, kaj so neka glavna oporišča, na katere se nek sindikalizem, ki želi biti vreden svojega imena, naveže, in začel bi s tabo, Eva. Sem hotel predlagati, da bo najboljši pregled tako veze. Ampak sam to, preden začneš, ja, sej po mojem nismo mogli bolj jasno videti tega, kje smo s sindikalizmom, kot z enim takim velikim testom, ki smo ga izvedeli, no, tako. To je po mojem en tak lakmusov papir. Zdaj, v bistvu, če se sprašujemo, kje je sindikalizem, v bistvu, pa neka moč sindikalizma, jaz bi rekel, da samo to dogajanje okoli sprejemanja nove pokojninske reforme, se pravi sprememb pokojninske zakonodaje, ni en pravi pokazatelj. Neke moči, ki bi jo bil sindikalizem v Sloveniji, glede na neko trenutno organiziranost, sposoben dati od sebe. Tle gre bolj za vprašanje, v bistvu, kaj se je znotraj sindikatov, sindikalnih central, tam, kjer tista neka glavna moč, sindikalna delavska, vseeno obstaja, bilo pripravljen storiti, kaj so se odločali. In to je bilo v tem trenutku problem, da se je zdaj po naših ocenah predvsem zaradi ene velike politične obremenjenosti sindikatov, do česar ne bi smeli nikoli priti, šle te odločitve samih sindikatov v povsem napačno smer.
ne. In to v smer velike škode samemu sindikalizmu. To smo z naše strani, se pravi strani Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije, ki smo del Zveze svobodnih sindikatov, se pravi 22 sindikatov, ki tvorimo pač to zvezo, tudi jasno pač povedali. Mi smo prepričani v bistvu, da bi se ta pokojninska reforma, ne, če bi se na sindikalni sceni slovenski, neki moči, ki obstaja, odločil, da ta pokojninska reforma dejansko škodljiva in nepravična pokojninska reforma ne bo sprejeta, na koncu tudi sprejeta ne bi bila. Ne. Verjamem v bistvu, oziroma sem zelo prepričan, da niti ne bi bilo potrebe po samem referendumu, če pa že, bi ga bili tudi sposobni pač speljati, izvesti in ga tudi dobiti. Ne. Tako da tle gre predvsem, ne, za odločitve znotraj vrhov sindikalnih central, ki so se odločile, da bom rekel, trenutni politični vladni strukturi na nek način, če rečem, ne bojo nagajale na škodo delavstva in upokojencev, ne, kar je, bom rekel, nekaj popolnoma nesprejemljivega, škodljivega in obsojanja vrednega in zaradi tega smo se, bom rekel, tudi v to zgodbo pač spustili toliko mogoče. Mogoče pošpekuliraš, čemu pa pripisuje tako odločitev? Se pravim, tle predvsem bom rekel, neki politični obremenjenosti, a ne, v smislu tega, da predvsem nekega strahu tudi, ne, pred spremembami same politike na državni ravni, a ne, češ tej politični strukturi, ne, rekel, ko bajagi levi, ne, ali pa levo-sredinski, kakor si rad rečejo, jaz tle bore malo levega vidim, ne, ali pa praktično skoraj ne zaznavam, a ne, ne smemo škodovati, da ne bojo pač tisti grdi z druge strani, desni, prišli k nam, bojo pa še kaj hujšega prpelali, ne, in na tak način v bistvu se je tudi sindikate znotraj zveze in verjamem, da tudi znotraj drugih sindikalnih central na nek način nagovarjali, a ne, dejansko v bistvu strašili, ne, češ bodimo pametni in sprejmimo to, kar nam zdaj pač ponujajo, ker zagotovo, dejansko take debate so bile, ne, ker zagotovo bo naslednja pokojninska reforma z tisto drugo vlado, ki bo prišla, če bo ta reforma padla, ne, sprav to so vse na nek način povezali, ne, bo bistveno slabša, kar pomeni, da boste delali še dlje, še slabše pokojnine in tako naprej. Tako da šlo je pač za eno strahovanje in tle so se sindikati, sindikalne centrale pač uprijeli, rekel, popolnoma neke napačne smeri, namesto da bi pač aktivirali oziroma dali jasno sporočilo tej vladni koaliciji, v bistvu, da je ta pot za nas popolnoma nesprejemljiva, ne, in da prek tega, tako kot leta 11, v bistvu vam ne bomo dopustili, ne, so jih na nek način celo podprla. Ne. Miga, imaš ti mogoče kakšno širšo oceno stanja sindikalizma v Sloveniji? Mislim, slabo je, ne. Ni dober. Pa ne bom rekel, da sem ta izkušnja pokojninske reforme to pokazala konstantno v praktično vseh delovskih bojih, v katerih se znajdemo, vidimo neko podobno sliko. No, pač jaz bi rekel, da bi lahko celo ocenil, da vsaj prek izkušenj teh bojev, ki sem jih jaz imel v zadnjih letih, da sindikati večkrat delujejo v smeri pasivizacije delavstva, kakor pa razvijanja pač neke moči. Pač, ne. Se pravi, ta instinkt v smislu, dajmo pomiriti zadeve, dajmo se, ne, bomo mi se odrasli usedli za mizo, pač, ne, skupaj z funkcionarji ali pa direktorji, pa se bomo mi že nekaj zmenili, nič vam ni treba, ne, dajte mir, ne, skratka pač tak zelo birokratski instinkt. In kako bi rekel, pač, ja, to je en tak dolgoletni razvoj pripeljal do tega, ne, tudi, kako bi rekel, zakaj, ne, so se odločili, da ne bojo zaostrovali proti pokojninski reformi, ampak da bojo pač raj propagirali ta kompromis, ker je veliko lažje članstvu govoriti, nič ni treba narediti, dajte sem mir, pa bomo mi se vse zmenili, pa verjemite nam na besedo, da je vse spol dober, kakor pa reči, ni dober, sranje je, nekaj bomo mogli pač si izboriti. Ne, ful je zdaj dela, vsak od nas se bo mogel aktivirati, da bomo pač to zadevo zmagali. Ne. In tega interesa jaz na strani vodstev pač
tako, ne sem centralen, ampak tudi pač panožnih in tako naprej, večinsko, pač sindikatov, zelo malo vidim te pripravljenosti, ne, da bi se dejansko šlo do baze, šlo do članstva, se aktiviralo in si poskušalo pač nekaj izboriti s sindikalnimi metodami, ki pač obstajajo. Ne. Zakaj pa tako, pa bomo verjetno še malo razvili lahko tezo, verjetno tekom pogovora. Veliko vprašanje je to, ne, da ali po 10, mogoče celo več letih nekega pisarniškega sindikalizma, a sploh še sindikati na ta način postavljeni imajo neko agitacijsko moč, da sploh pač grejo na teren in dobijo ljudi na kup. Tista moč sindikatov, ki je bila skoraj pregovorna, ne, da ko sindikati razpošljajo svojo agitacijo okoli, pač se lahko zgodijo stvari, kot so se zgodile, ne vem, s pokojninsko reformo, z malim delom in tako naprej. Ne. Mislim, mi za SUK smo mali sindikat. In kar je meni zanimivo, tudi v zvezi mi nimamo glasovalne pravice, ne, to se pravi teh koliko 22 glasov, mi smo pod gloso, smo zaradi tega reprezentativni, ampak nimamo pač v zvezi pač s temi odločitvami sploh niti glasu. Je pa zanimivo, ko smo začeli delati, sindikat, in je bila itak ideja tega, da mi hočemo imeti vključeno članstvo in tako naprej, ampak vidiš potem, kako je pasivizirana ta logika, kaj sindikalizem pomeni, že s tem skozi, ko imamo skozi te debate, kaj bo meni sindikat dal. Ko se pogovarjaš z ljudmi, zakaj bi bil v sindikatu, je tisto, kaj pa jaz iz tega dobim. In je v bistvu, to je super pokazatelj, kje smo, ker potem, ko začneš ljudem razlagati, naredili se bo to, kar bomo skupaj nagruntali, da je treba narediti, in to pomeni tudi to, da bomo mogli iti pač v akcije skupaj, da bomo zrihtali. In to po teh letih, po mojem, ko je že nekako tako samoumevno, da sindikat je nekaj, kar ti pomaga takrat, ko ti je en v službi, ne vem kaj, da slabo pogodbo ali pa ne vem kaj, to narediti nek tak premik je ful težko. Recimo, mi smo imeli, v februarju smo imeli zdaj kongres od ZASUK-a, smo se odločili, da bomo zdaj prav zaradi pokojninske reforme, pa to, ker v resnici, če ne bomo krepili članstva tiste zdravo sindikalno jedro, ne vem, kam bomo prišli, ampak smo se odločili, da ki je najbolj fino, da na ZASUK-u zajemamo člane na festivalih, ker je itak folk iz naše scene ali hod ali pa dejansko dela. In pa smo imeli razpravo na katere festivale. In potem, seveda vsak od nas lahko strese, ne vem, 20 festivalov, na katere bi bilo fajn imeti štand, pa to pa je bilo tako, zdaj pa noben predlog ne bo padel brez tega, da če ti daš predlog, pomeni, da imaš ti organizacijo tega festivala česa. Seveda bojo še 3-4 prišli zraven, ampak je tako, samo te predloge imamo na mizi, ki se bojo pač vključevali različni ljudi in to delali. Ampak to je procesno in je težko. In smo tudi videli na pokojninski isto, ker so glih ta veliki, ki bi rekel, na papirju imaš ful cifar, da bi te številke lahko s podpisi prišle od njih. Ni bila ta izkušnja, ne? Mislim, glih tle mislim, da je pač, ko bi rekel, vodstva zagrab neka panika, ker če ti nisi sistematično skozi nek dolgi rok delal s člani, razvijal organe sindikata, razvijal v bistvu metode pač sindikalnega boja, potem se pa kar naenkrat znajdeš v neki situaciji, ko je treba pač zaostrovati. S čim boš zaostroval, kako, na kakšen način? Tiste naslednje poteze pač ni. Ne? Vse, kar je, si ti birokrat, ki hodi na ESS, pač pa na razne pač delovne odbore, v Excel tabelcah prelagati pač cifre in usklajevati pač materijale, in to je to, kar znaš, to je to, kar sindikat dela. Ne? In ko se te cifre niso v redu, ti nimaš naslednjega koraka potem. Sprav sindikat, ki ni v 10 letih naredil stavke, protesta, akcije nobene, ne bo mogel to čez noč zdaj pa vključiti, pa reči, zdaj pa gremo vsi. In to se je pri pokojninski pokazalo. Niti med svojimi člani niso bili zmožni, pač tudi tisti sindikati, ki so podpirali, ki so bili recimo pač na neki progresivni liniji,
niso uspeli zaktivirati svojih članov, kaj šele neko širšo skupnost. Ne? In tle se vidi v bistvu način sindikalnega dela je skozi vsa ta leta se usmeril bolj v birokratizem, na strogo ta pač pogajalski del, brez premisleka o vsem ostalem, pač, kar bi sindikat pač mogel delati. In tle bi vključeval zraven tudi ne samo agitacijo, ampak izobraževanje, pač splošno neko pač izobraževanje in tako dalje. To se mi zdi, da vidimo zdaj pač, kje smo v družbi, ne, v končni fazi tudi malo z rezultatom pač teh volitev. Ne. Jaz sem prepričan, da marsikaj bi zelo drugače izgledalo, če bi sindikati opravljali pač tudi svojo funkcijo, v smislu, da delavec ve, ne vem, zakaj plačuje nek davek, da ve, kaj je pač, ne vem, prispevek za dolgotrajno oskrbo, da razume, kaj ima on od, mislim, ne, kako deluje pač pokojninski sistem in tako dalje. Ker tega informiranja ni, ker teh pogovorov ni, so potem v bistvu, ko bi rekel, smo vsi neke lahke tarče, pač enih neoliberalnih floskul, te propagande, ki jo ljudje slišijo vse povsod, ne. Tem, ko kontre sindikalne strani pa na nek način ni, ne. Ni to več tisti civilno-družben organ, ki bi bil nosilc sploh enega zavedanja, kaj je delavski položaj, kaj so tvoje pravice, kaj je zate dobro in kaj je slabo. Ljudje sklepam, da deliš diagnozo, ne? Pa me zanima, kot nekdo, ki ima vendarle malo bolj vpogled v te vrhnje šalone slovenskega sindikalizma, pač sploh obstaja kakšen potisk k temu, da bi vendarle se zgradila neka nova vez s članstvom, ali je to v bistvu nekaj, kar pisarniški sindikalizem ne pozna več? Oziroma, na kakšen način se znotraj pisarniškega sindikalizma to sploh lahko naredi? Oziroma, se vzdržuje? Jaz verjamem, da obstaja, zaradi tega tudi delujem znotraj pač sindikata in v okviru našega sindikata v bistvu tudi na nek tak način skušamo delovati in si upam tudi trditi, da delujemo, kolikor pač je, rečemo, v naši moči. Se pravi, način delovanja sindikata poklicnega gasilstva Slovenije je drugačen od marsikaterega drugega sindikata, tudi znotraj v okviru Zveze svobodnih sindikatov. Pa tle bi predvsem mogoče prav, da povem, ne, da težava je predvsem v tem v bistvu, da smo mi na nek način začeli zgubljati tisto, kar smo že imeli. Se pravi, od začetka 90-ih let, ko se je znotraj naše družbe, se pravi v državi Slovenija z zaslugo sindikatov prišlo do tako imenovanega, to se rad poudarja, socialnega dialoga, se pravi, da se o teh pomembnih družbenih vprašanjih, kot je tudi pokojninska reforma, pokojninski sistem, delovnopravni sistem, tudi zdravstveni in podobno, v okviru tega ekonomsko-socialnega sveta, kot se imenuje, se pravi, dogovarjamo tudi delavci prek sindikatov, se pravi, tripartitno se reče, na eni strani vlada, na drugi strani delavci s sindikati in delodajalci, se pravi kapital. In to lahko rečemo v bistvu, da je bila neka velika pridobitev, da se je do tega prišlo, se pravi, da se v okviru tega lahko dogovarjamo. Ampak težava v tem, ki jo vidim, je pa predvsem ta, da se je pa skozi leta vse preveč začel oprijemati le teh možnosti urejanja, se pravi, teh vprašanj. Da so dejansko ta pogajanja, ki se vedno pravi, se pogajamo na ekonomsko-socialnem svetu, tam se ponovadi predvsem kreše med sindikati, rečemo pa delodajalci, vlada oziroma politika vsakokratna je tista, ki na koncu na nek način odloča in se more odločati v bistvu, kako bo neko zakonodajo pol sprejela, jo dala v državen zbor, da bo za njih, rečemo, čim boljša ali pa čim manj škodljiva, za njih politično. In sindikati smo se pač tega enostavno vse preveč le tega ali pa le te poti začeli pač uprijemati. In zaradi tega zdaj, če rečemo, leta 26 smo, da zadnje tiste resne aktivnosti na najvišji ravni, sindikalni ravni, protesti, s katerimi smo ponovadi res neke stvari lahko, se pravi, pokazali svojo moč,
ne, in dali vedeti tistim na drugi strani, ponovadi to politiki, ne, in kapitalu tudi, ne, da če ne bo prišlo do nekega dogovora, ki ga pričakujemo, tisto, kar terjamo kot delavstvo in upokojenci, naprimer, se bojo te aktivnosti stopnjevale, tudi s stavkami, z zaustavitvijo dela, ne, in podobno. Ne, in ko se je ta prava moč kazala, smo seveda za to pogajalsko mizo imeli bistveno večjo moč, lažje smo svoje, težnje uveljavljali, kot pa zdaj, ko je od zadnjih resnih protestov in teh mišic, ki smo jih lahko pokazali, preteklo že 14 let. Ne. Leta 2012 smo imeli zadnji tak večji protestni shod. 2012. Ne. Predtem leta 2009, vmes referendum za pokojninsko reformo, ki je padla malo delo in podobno in je, odnesel vlado, naprimer. Predtem, leta 2007 pa leta 2005 veliki protesti, kjer smo enotno dohodninsko stopno, predlog takrat Janševe vlade, v bistvu ustavili in podobno. In zdaj, ko se je s tem pač nehal od leta 2012, lahko rečem, da razen na nek način bolj kaj ne v javnem sektorju, kjer se taka dogajanja, rečemo, še izvajajo, ne, tudi stavke in protesti do neke mere, vsaj v realnem sektorju, v zasebnem sektorju, tega bore malo ali skoraj nič. In tle se nas pač ti odločevalci na nek način so prišli do neke točke, da se te ne bojijo več. Ne. In se ti nekoga ne bojiš, ne, ki ga vidiš pač kot nekoga, ki je brez zobija, tigara, kako se temu reče, in veš, da bo bolj kaj ne sprejel tisto, kar si mu pripravljen dati, ne, in nič več kot to, se je dejansko v bistvu taka pot začela ubirati. Ne. In tega se jih je navadilo. Ne. Tega se jih je navadilo strani te pasivnosti sindikatov, ker se je znotraj sindikatov vse bolj v bistvu začel delovati na način, da če rečemo nekega servisa, nekih storitev. Veste, ne? Članstvo se nagovarja na način, lejte, pridružite se sindikatom, je dobro, ne, se skupaj borimo tako in drugačne in bomo poskrbeli, boš imel brezplačno pravno pomoč, če te delodajalec na cesto meto, ne, ali pa karkoli, ne, pogodbo za zaposlitvi, ti bodo naši pravniki pregledali in podobno. Se pravi, čist neke take storitve, potem se išče možnosti nekih ugodnosti, popustov pri nekih storitvah, v toplicah, trgovinah in podobno. Mislim, to je tisto, s čimer se v zadnjem obdobju, desetletju in več, kot nek skoraj glaven argument skuša pridobivati članstvo, kjer se pa lahko tudi vprašamo, v bistvu, kakšen je sploh point, ne, ali pa pomen imeti članstvo, razen tega, da te na nek način financira s tistim procentom članarine, da ti lahko obstajaš, ne, pa deluješ. Ampak takmo trenutku razpravljati o tem, da potrebujemo članstvo zato, da bomo močni s čim. Ne. Naša moč se je vedno kazala in ja, treba imeti močno članstvo, se pravi široko bazo, močno pripravljeno v aktivnosti, protestne aktivnosti, v stavkovne aktivnosti, da se nas tisti na drugi strani bojijo. In se te enkrat boji, ki enkrat ve, da mu resno lahko povzročaš ali politične, ali gospodarske pač probleme in težave, takrat te upošteva. Če te mara ali če te ne mara, ni važno. Ne. Danes pa vidimo, koliko nas upoštevajo. Pokojninsko reformo so nam tako škodljivo zapeljali, ne, in jo tako prefinjeno zapeljali, da so jo delavstvo oziroma prebivalstvo na nek način, 1.700.000 volivcev, ki bi jo lahko na referendumu zavrnili, ki bi mogli dati ta svoj glas za referendum, do referenduma sploh pridemo, smo jih dobili koliko, 12.000 dobrih, prišli do nekega prepričanja, da zadeva niti ni toliko slaba, ker bi bila naslednja lahko še slabša, toliko pač o tej pripravljenosti. Jaz bi še eno stvar dodala, kar se organiziranja tiče. Se mi zdi, da nekaj, kam so sindikati šli, pač v to storitveno in pač pasivno vlogo, druga pa je, da določenih tipov dela sploh niso hoteli prepoznati, zaradi tega, ker je težje delati. In to je kar v zasuku, ko združujemo samozaposlene, to je noro težje učlanjevati. Danes je vse težko učlanjevati, ampak zares, ko nimaš skupnega delovnega prostora, ko ti moraš res razmišljati, kje te loviti ljudi, zato da jih sploh učlanjuješ, kaj šele potem celo koordinacijo, ki je še vedno razpršena, dejansko skupaj držati ljudi,
brez zmeraj manj imaš pa tudi prostorov srečevanja, dela, kjerkoli bi te lahko ljudi ujel in nekaj tvorno z njimi delal, pa lahko nekaj čist, to, ki je Miha prej rekel, tudi izobraževanja, ki ni nujno tako, izobražujemo tako, da imamo neka predavanja. Gre samo za to, da informiraš, tudi lahko mimogrede, ki si, ne vem, na pauzi, na čiku, pa se pogovarjaš, ful je malo teh placov. Po drugi strani imaš pa zmeraj več tega fleksibiliziranega dela in da danes govorimo približno 100,000 samozaposlenih. A ne, ka pa recimo v 90-ih, ne vem, kakšne so bile cifre, si predstavljam minorne, pač tisti obrtniki mogoče in to je bilo to. In zdaj noben se ne ukvarja z njimi in če gledamo na te volitve zdaj, meni so se zdeli oni super dojemljivi, ker zraven sem skozi v teh Facebook skupinah, ne vem, samostojnih podjetnikov, ker mi je ful zanimiv to brati zares, ne, ker imajo ta stragalj skozi, seveda nižje davke, ne vem, tudi gledaš, da so segmentirani zares, da so eni res taki, ki so prisilno tle noter, ful težko zberajo za prispevke in pa imaš druge, ki šmuglajo in tako naprej. A ne, ni niti približno homogena to skupina. Ampak pa tako gledaš, kdo jih nagovarja. Za moje pojme, NSI in sem se glih hecala, pa ko sem gledala te rezultate, da bomo zdaj ponovno imeli start-up farovže, take start-up inkubatorje v farovžih, ker to je točno ta presek, ki ga jaz razumem. Ampak z njimi se nihče ne pogovarja. In meni se zdi tako, ja, panožno je edini zasuk postavljen v eni sredini te prekarni. Nimaš druga sploh sindikata, a ne? In kar se pojavi s tem, je tudi to, da mi moramo inovirati metode, kako lahko izvajamo pritisk. Za nas stavka praktično ne pride v poštev. Hecamo se, da edina stavka za zasuk bi bila možna mogoče 8. februarja. A ne, 8. februar mogoče edino, ker večino teh ljudi, ki so na sceni nekje angažiranih in da je to po mojem edini dan v letu, ki bi bila možna stavka. Ampak nimaš stavke, torej kaj pa imaš drugega, a ne? In je tudi tle treba metode izumljati. In kar je tudi ful pomembno, to, da se te bojijo. Saj kar neki, zdaj, ko poslušate to, ko smo bili za temi mizo za pokojninsko in se pogovarjali kako in kaj. In je bil tudi v tem, ja, kaj pa zdaj, amandmajev niso sprejeli. Ja, sam zdaj iti na referendum, jo, to bo ful dela, to bo pač ful naporno. So bili taki pomisleki na mizi. Sam takoj v momentu, ko smo mi itak zagrozili, če ne bojo sprejeti amandmaji, gremo na referendum, pač moraš izvesti, ni druge. Tudi če veš, da se boš ful namatral, tudi če veš, da že po poti si imel toliko enih indicov, da bo zelo težko to zmagati, je najslabša stvar, da bi dvignili roke, ker naslednjič, ko bi grozili z amandmaji, sprejmete jih ali pa bomo šli v referendum, ker v resnici jaz mislim, da je največja zmaga te pokojninske reforme ta, da smo jim saj dosti časa delali problem in da niso mogli kar tega pomesti in so se mogli ful veliko časa ukvarjati. In že to je super bi bilo, da pridemo do referenduma, pa da ustavimo pokojninsko. Ampak se mi zdi, da vseeno je največja zmaga delavske koalicije ta, da ne reče, ja, ful nam bojo dela pobrali, ful nam bojo časa pobrali, z njimi se bomo mogli ukvarjati in tam prcati. In to mislim, da nam je paratalo, biti dosti zoprni. Ja, mislim, zdaj smo itak malo že zajadrali v pokojninsko reformo, pa mogoče kdo bi se javil, da naredi eno kratko obnovo, kaj se je tukaj zgodilo s pokojninsko reformo. Mislim, kako je sploh potekalo to, da se je delavska koalicija sestavila, na kakšen način smo se povezali in tako naprej, mogoče Miha. A lahko najprej samo še nekaj dopolnim? Evo, v bistvu to, kar si rekla o novih oblikah dela in tako naprej, ne? To je precej pomembno, ne? Ker ko gledamo razvoj sindikalizma v Sloveniji, pač ja, v 90-ih so bili sindikati res močna sila, mislim, močnejša od katerekoli posamezne politične stranke, ne? In zato se je res lahko pač vstavljalo privatizacijske pač neke procese, izpogajalo dobre pač pogodbe in neke osnovne pač standarde ohranilo. Ampak bi rekel, da mogoče smo bili tudi malo v tem smislu žrtev nekega lastnega uspeha, ne? Ker kapital je potem našel druge odvode. Ne? Se pravi, za redno zaposlene v standardnih oblikah dela bomo pač neke solidne normative pač vzdrževali,
Ampak bomo začeli pa na robovih fleksibilizirati. Pa bomo tle upeljali pač malo študentskega dela, pa malo agencijskega dela, pa malo bomo tujcev zaposlili, ko bojo pač na drugih delovnih pogojih, pač pa ko se bojo za svoje vize tresali in tako naprej. Ne. In skratka, ne, se je tisto osnovni dogovor je že mogoče pač lahko plavo dalje, ampak vmes se je vse okolje pa krhalo. Ne. In delovno okolje, v katerem zdaj en sindikat mora pač delovati, je čist drugačen, kot je bil pač pred 15-20 leti. Ne? In zdaj gledam pač v bistvu, mislim, ko imamo te pogovore, tudi v okviru ambasade ROK, kjer se ukvarjamo z organizacijo tujcev, ne? In se obračamo pač na sindikate, recimo v industrijskih panogah, v logistiki in tako naprej, in vidimo, da pač žal moram res oceniti, da jih je čas povozil, da na nek način ne razumejo pač, da vse, kar delajo, sedijo na tistih kolektivnih pogodbah izpred 15 let, ko so boge, ki so nikakve, ko bi jih moglo biti sram za njih, za en majhen del delovstva, ki še v bistvu uživa te pogodbe, pač vse okoli so pa agencije, pa študenti, pa tujci v vseh možnih kombinacijah, pač, ne, in to je tisto, kar poganja pač podjetje naprej, ti se pa pretvarjaš, da si sindikat tega podjetja. Ne. In tle se mi zdi, da je na nek način, ko bi rekel, tudi nastala neka uganka za tradicionalne sindikate, v smislu, da na nek način se s temi, da je kapital tukaj nadmudril, da je pač rekel, v redu, pač evo, se bomo kolektivno pogajali z vami, bomo urejali zadeve preko ESS in tako naprej, ni težav, ampak hkrati so si toliko enih odvodov naredili, da zdaj že znaten del prebivalstva je v teh drugih paralelnih delovnih oblikah. Na kakšen način pa, naprimer, zasuk, zelo ste specifični ravno zaradi tega, ker naslavljate to, da pač neko delovstvo, ki so vaši člani, niso sektorsko opredeljeni, ampak so praktično opredeljeni glede na formo dela. Zdaj, je vam omenila si pač, da imate štante na festivalih. Ne? Na kakšen način, mislim, kakšni so izzivi nabirati ljudi z vseh vetrov, ki pač niso na eni sami lokaciji, ampak recimo, da so, ja, scena je verjetno ena tak družbena kategorija, na katero se lahko naslonite, na kaj še? Mislim, krogi sredine ljudi, ki se poznajo, ki delajo sicer pač ne v teh različnih panogah, to je, ne, in ti v bistvu pač nagovarjaš neko sredino, ki se mogoče pač pozna med sabo preko svojih delovnih izkušenj, imajo že nek skupen interes, mogoče so tudi že kdaj preko kakšnega pač ceha znotraj pač ne sektorja se kaj povezovali in tako naprej. Se pravi, neke te mikrosredine pač obstajajo, večji izziv je pa, kako oni lahko med sabo skupen interes pač zaslužijo, pač začutijo. Ne. In tle smo mečken preboja naredili, mečken bom rekel, ker ni to imelo zdaj blaznih strukturnih učinkov, ampak za Sukovo minimalko, ki je nekaj, kar je vse en poglihalo vse, ne? Se pravi, da vsi, ki delajo karkoli z javnimi institucijami, imajo pač zagotovljeno minimalno dnevno postavko, ne? In to je na nek način zdaj združilo ljudi, ki so lahko ali prevajalci, oblikovalci, tehniki, vizualci, glasbeniki in tako naprej, ki se sicer ne srečujejo, ampak v tej zadevi specifični imajo pač skupen interes in tle recimo vidijo, aha, sindikat, ok, to je ta stvar, ne. Ampak, kot rečeno, tle je še ogromno za narediti v smislu, kako te stvari komunicirati, kako povezovati, izobraževati. Mislim, jaz se predvsem vidim kot en dober prototip, zaradi tega, ker imaš ti zelo panožne sindikate, ki pač neko določeno število poklicov, recimo tako, ne vem, pač da izobraževalni kader imaš recimo, ne vem, tako v Svis, dosti homogeno strukturo. Po drugi strani, Zasuk ima 22 podpodročij, kulturno-ustvarjalni sektor je ful velik, ima 22 podpodročij in ko gledaš, koliko imajo različnih poklicev ljudje, ki je tam v unem, je 1000 različnih poklicev. In je zato tudi zanimiv, zaradi tega, ker je res, že sam pa bi rekel, ja, se to je en sektor. Ja, v resnici je ful raznolik in imaš recimo, ne vem, od enih programerjev ti spadajo noter, imaš do vseh teh klasičnih kulturnih poklicev, ki bi jih pač... In tukaj, jaz vidim tudi priložnost za marsikaj, kar mi počnemo, je uporabno za transfer na neke druge, a ne?
To je en tak smiselen moment, no, da mi tle se učimo nekih zadev, ki bi bile prenosljive na neka druga polja, ampak je pa tudi zanimiv, recimo za Sukovo minimalko, mi smo mislili, da takrat smo jo končno izpogajali, pa res je veliko na sceni govorilo o njej, da bomo dobili občlanitve, a ne, potem. In jaz ne vem, če se nam je tako 3-4 zaradi tega odčlanili. Praktično, če bi sociogrami risali od našega članstva, so vsi ljudje povezani nekako naprej. A veš, praktično nimaš, zelo malo imamo mi v letalcev, da nam vsake toliko časa, bom rekla, mogoče 2 včlanitve na mesec, da nam priletita kar od ljudi, ko noben za njih ne ve. Vse ostalo je pa tako. Ampak še ena, sem še to pa boš ti kaj povedal, ampak se bom po mojem pozabila. Poleg tega, kar delamo v Zasuku, jaz že od leta, takrat, ko je korona se začela, delamo v okviru poligona raziskave stanja v sektorju. In kar je super, je zdaj to že 5 raziskav, pa longitudinalne so, ne, da lahko stvari spremljaš. In kar je bilo ful zanimivo v tej raziskavi, zdaj ta zadnji, ki smo jo zdaj dali, je, da se mi je zdelo, pri vseh problemih, ki smo v Zasuku, pa se skozi pogovarjamo, da gledamo gledati malo v ta vprašanja delavske identitete. Ne? In pa si sprašal, se kdaj opredeljuješ kot delavec, ne? Zakaj ne, zakaj ja? In je bilo noro, majhen delež ljudi itak zase uporablja oznako delavec, pa in velik del od teh ljudi, ki jo ne uporabljajo, in to imamo mi skozi v tem kulturnem sektorju problem, se jim zdi, da so toliko izjemni in toliko posebni, da oni pa že niso delavci, ker delavec je nekdo, ki dela repetitivne stvari, to je iz citatov govorim, a ne, jaz si pa moram v bistvu vse skupaj sam izmisliti in so kreativci. Ja, in vse, kar pač, to je nekaj, kar je potrebno, en poseben dar in tako naprej, gre zelo veliko interpretacij v to smer. In to je bilo pričakovano, to vemo, s tem se v bistvu skozi srečujemo. Kar mi je bilo pa v bistvu strašljivo, je pa ta drug del, ker en delež teh ljudi se pa nočejo kot delavci identificirati zato, ker se jim zdi, da nimajo nobenih delavskih pravic. Da so itak že vse izgubili delavske pravice, nimajo ne bolniške, nimajo prevozov, nimajo malic, nimajo ničesar tistega, kar te v bistvu dela, da si ti delavc. In to je en tak pomemben segment, ki je po mojem tudi to, ko sem prej se pogovarjala, ko beremo v unih skupinah samozaposlenih in to, da se ti ta razgradnja delavske identitete lahko dogaja tudi zaradi tega, ker res ti ljudje nimajo nič več. Tistega, kar bi poimenoval kot nek osnovni standard za to, da res lahko normalno, varno delaš. Ne? David, ti nekaj mogoče med gasilstvom zaznavaš neke podobne trende v smislu, kako na primer tvoj sindikat nekako proba vzdrževati pa vendarle neko to bojno pripravljenost oziroma kako preprečevati vse te splošne trende slovenskega in verjetno tudi širšega sindikalizma znotraj enega tazga sindikata, kot je sindikat gasilcev. Mislim, jaz sem prepričan, da jo praktično ni dejavnosti, kjer se to ne bi dalo. In tle znotraj gasilstva, se pravi, nismo tle prav nič posebni. Se pravi, položaj gasilca kot delavca ni nič poseben, ni nič drugačen kot trgovke, nekega kovinarja ali pa enega javnega uslužbenca in podobno, nekega drugega javnega uslužbenca. Gre bolj za to, v bistvu, česa si dejansko na nek način želimo, koliko želimo biti aktivni kot sindikat in predvsem prepoznavati težave, s katerimi se delavci konkretno nekje pač soočajo. Ker težave, kršitve, podcenjeno delo, naprimer, ne najboljše delovni pogoji, to je povsod. In tudi nezadovoljstvo strani delavcev v sleherni dejavnosti, si upam to trditi, je praktično povsod. Vprašanje je samo, pride, bom rekel, včasih v nekem trenutku tudi neka tista prava iskra, nek vzvod za to, v bistvu, da se ljudje povežejo in da so pripravljeni pridati ali pa se na nek način odločiti, da se bo temu pač naredil konec. In če govorim pač o gasilstvu, pri nas v bistvu, se pravim, je ravno ta nek moment, dobrih 15 let nazaj, se pač zgodil, ker se je pač neka struktura sindikalna
pomladila, zamenjala, se usedla skupaj, malo zanalizirala neko stanje. V tistem trenutku takrat je bilo v sam sindikat poklicnega gasilstva vključenih približno polovica vseh poklicnih gasilskih enot, se pravi 50%. Za marsikoga danes to, ali pa tudi takrat že bi bilo zelo zadovoljivo ali pa zelo dobro, nam se to pač ni zdelo. In od tega je bilo dobrih 30-32% vseh zaposlenih na ravni dejavnosti v državi članstva. Kar tudi danes za marsikoga ne bi bilo prav malo. Nam se pač to ni zdelo prav velika, ko govorimo o neki pravi reprezentativnosti, ne tisti formalni, neki pisani, ki nekdo da pač na podlagi tega neke pravice, ampak reprezentativnosti v smislu, da se kot dejavnost, znotraj dejavnosti delavci izražamo lahko neko nestrinjanje s svojim položajem, ali o tem govori 5% ljudi, ali o tem govori 70% ljudi, ima neko drugo težo. In mi smo, bom rekel, takrat si zadali nek cilj, da bomo sindikat tudi, to množično znotraj sindikata okrepili, še okrepili. In okrepili predvsem na način, čist preprost povedan, seveda izpeljati te stvari vseeno malo težje, preprost povedan, da bomo sindikat. Bodimo sindikat, to, kar naj bi sindikat bil. In smo začeli biti sindikat. Kaj to pomeni? To, da se zavedamo, kdo smo, za koga smo in kaj moramo početi. Da nismo nekdo, ki bo, bom rekel, neke kravje kupčije stisnil na nasprotni strani sklepov, pa bom rekel, večino svoje energije usmeril v to, kako boš članstvo razlagal, kako si nekaj dobrega naredil, kljub temu, da nisi, pa da še sam ne verjameš v to, ampak da bomo to energijo res usmerjali pač v, čist preprost povedan, v neke aktivnosti za izboljšanje položaja. Tako na plačnem sistemu, delovnih pogojih in podobno. In smo dejansko se začelo prijemati teh konkretnih stvari. Smo se s konkretnimi delodajalci, lahko direktorji, lahko na državni ravni, na ravni ministrstva pa to, v neke aktivnosti začeli spuščati, se pravi, s svojimi ne več prošnjami, niti ne na nek način, če rečem, pričakovanji več, ampak zahtevami. Zahtevamo to, tretjo, tisto, kar smo vedeli na nek način, da se lahko izpelje, da nam lahko izpeljejo in da nam na nek način tudi pripada. In smo to začeli početi, smo bili seveda zavrnjeni, prav hitro, ker so bili tudi v preteklosti delodajalci tega tako navajeni, smo, bom rekel, aktivnosti stopnjevali in, bom rekel, tudi dosegali tiste prve rezultate vidne. In kar je predvsem pomembnega pri tem, je to, da so, bom rekel, vsi tisti ali pa večina tistih, ki niso bili del našega sindikata, se pravi že tiste sredine, tistih 50%, ki niso bili del našega sindikata, tiste enote, noter začeli to prepoznavati. In lahko povem, da se z naše strani, mi nismo imeli nekih akcijskih planov, kar jih ima marsikdo, kako prideti v neko enoto, ali pa v neko fabriko, ali pa v javnem sektorju, pa se predstavljati, pa z nekimi letaki in podobno. Takrat je pač tudi preko nekih javnih občil v Notretu, kjer smo bili vidni, so nas prepoznali, so začeli z teh sredin kontakte z nami vzpostavljati, da si želijo biti zraven in podobno, in tako je pač zadeva pač rasla. In mi smo tistega leta 10-12, ko smo imeli take procente, prišli v letu 19 do točke, ko se je v naš sindikat vključila še zadnja enota. In mi imamo takrat 100% vključenost vseh poklicnih gasilskih enot v tej državi. Vseh. In kar se tiče samega članstva, smo krepko preko 70-80%. O tem ne govorim zato, vedno to poudarjam, da bi se mi zdaj hvalili ali pa kakorkoli že, ampak iz česa smo izhajali, kako smo šli in kaj je bilo tisto, kar preko delavca, kot tazga, v tem primeru gasilca, lahko pritegne. Vse stvari niso pač enostavne, kdaj smo jih dobivali po nosu tako in drugače, in predvsem tudi v nekem trenutku, ko prideš do te točke, visoke stopnje sindikalne organiziranosti, seveda tudi pričakovanja članstva, delavca, to so na nek način, lahko rekel, tudi mogoče vse večja, ali pa jih ni enostavno pač vedno udejanjati, ampak gre predvsem za to, da se neko prava mera zaupanja vzpostavi in da
delavstvo kot tako, ki je pač del neke posamezne dejavnosti ali pa v firmi kot taki, a ne, to organizacijo, sindikalno organizacijo zmore prepoznati kot svojo organizacijo, ki je pripravljen prostovoljno se odločiti, ker samo tako delujemo, iz svojega žepa 1/100 svoje plače prispevati, zato da sindikat pač obstaja. A ne? In ko pride do nekega takega spoznanja, se lahko pač dela. Ne? Sigurno pa to ni pol končana zgodba, ne? In ne prideš v pozicijo, v bistvu, ki bi lahko lagodno deloval. No? Sej, k nekemu pogledu v prihodnost sindikalizma pri nas bomo prišli čist na konc. Zdaj bi se vendarle na hitro vrnil v preteklost, čist na način na kakšen način se je delavska koalicija sploh formirala, ne? Kdo so bili instigatorji in kako se vse to na kup padlo. Okay, če na hitro strnem, dejansko smo se mi začeli pogovarjati med sabo, ja. A bomo nadaljevali to zgodbo, ali je to zdaj to. Ne? Pač, takrat naredila se je ena tiskovna konferenca, kjer se je pokazalo, da je pač določeno število panožnih sindikatov, ki odstopajo od tega mnenja. Ne? Se spomnimo, kakšen je bil procent teh sindikatov? Koliko nas je bilo? 8 od... Ja, najprej je bilo... To znotraj zveze. Znotraj zveze, ja. Mogoče, če tako povem, no, malo za občutek, ne? V bistvu smo se, sprejemanje te pokojninske zakonodaje je vseeno bil nek trajajoč v bistvu dogodek, vsaj nekih 2 let, ne, ko so se v okviru tega ekonomsko-socialnega sveta, delodajalci, vlada in sindikati pač pogajali. Ne, mi znotraj Zveze svobodnih sindikatov smo dobivali sindikati, ne, take zelo skope informacije o tem, da se nekaj dogaja, da so neke težnje po takih in drugačnih spremembah, ki smo terjali v nekem momentu, kaj ne bi se spreminjalo, ne? Smo ugibali, višanje starostne meje, slabše usklajevanje pokojnin in podobno. Na kateri točki procesa je bilo jasno, da se prispevna stopnja delodajalcev ne bo spreminjala? Se pravi, kdaj? Ja, tako je. Praktično, tako kot je Miha začel, kako je tudi do te delavske koalicije prišlo, veste, kar je bilo za nas absurdno, ne, in popolnoma nesprejemljivo, je bilo to dejstvo, da smo bili sindikati znotraj Zveze svobodnih sindikatov postavljeni dejansko, to je bilo točno pred enim letom, pa enim tednom, ne, postavljeni pred dejstvo, ne, da ko je bila ta sprememba pokojninske zakonodaje v teh pogajanjih, ki so jih imeli na ekonomsko-socialnem svetu zaključena, ne, obkljukana, ne, smo ta dokument, ne, ta zakon dobili v roke, nam je bil poslan sindikatom, ne, in hkrati sklicana neka izredna seja, kjer se bomo odločali, to sprejmemo, ne, v roku 6 dni. 6 dneh, ne bi nek dokument z 250 členi in podoben predelali, ne, se pravi, smo ga dobili v roke, prvič, ne, ob še neki razlagi, da bojo v tem tednu še neke možne spremembe. Ne? No in ko smo pač se skupaj usedali, ne, in bili postavljeni pred neka pričakovanja, da se samo še odločimo, ne, in da na podlagi tega, kar nam je bilo razloženo, prikimamo tem spremembam, ki niso sicer najboljše, ne, ampak najboljše v danem trenutku, ne, smo te nekateri sindikati dali vedeti, ne, da se mi o takih zadevah seveda moramo s svojim članstvom posvetovati. Ne. Članstvom, celo bazo članstva, pa ti ne moreš nek tak dokument, neke take spremembe opraviti v 3-4 dneh. Ne, nemogoče. Ne. In mi smo si takrat, naprimer, znotraj našega sindikata vzeli 1 teden časa. Na zvezi so nam takrat dali 4 dni časa. V 4 dneh, da bi to speljali. Mislim, nemogoče že s svojimi zaupniki. Enostavno tak proces ne more pač tako iti, ne. In v teh 4 dneh se je dejansko takrat dobra polovica sindikatov na zvezi odločili, tako s stisnjenimi zobmi se je govorili, ne, da so sprejeli, ne, to pogodbo. Zdaj ostalih, se pravi 8 sindikatov, tako je bilo, je zadevo pač zavrnili, 2 še zraven v bistvu sta se vzdržala,
nekih 12 v bistvu, ja, jih je pa zadevo pač potrdil, ne, in na tak način v bistvu je bila potrjena. Tudi po številu članstva je bilo toliko tam nekje 50-50 pač procentov. Ne. Čekaj, ni še tako, da sta dva glasa od vodstva. Ja, še to je v bistvu zraven dodati. Ja. No, v glavnem, znotraj sindikata gasilstva smo si vzeli en teden in v enem tednu prišli do zaključka, tudi mi z izrednimi sejami in dogodki preko kompletnega članstva, dobili jasno sporočilo nazaj, 100%, se pravi, z vseh naših enot, niti ena enota se ni vzdržala ali pa potrdila tega zakona, vseh je bilo absolutno proti. Ne? In do tega zaključka, do tega sklepa smo prišli 3-4 dni po tem, ko so sindikati z vlado že podpisali, ne, ta dogovor. In mi smo takrat rekli, dragi moji, mi se teh zadev na tak način ne gremo, mi bremena teh škodljivih, nepravičnih sprememb zakonodaje ne bomo nosili, ne? In smo se odločili v bistvu iti na novinarsko konferenco takrat, povabili smo vseh 22 ali pa 21 sindikatov znotraj zveze, kljub temu, da smo vedeli, da so jih nekateri potrdili, se pravi, dali možnost, da se nam pridružijo. 6 do 8, mislim, da se jih je takrat 6 definitivno, ne, je bilo takrat vseh 8 se nam je pridružili, med drugim tudi Glosa, katere del je zasuk, se pravi in zasuk potem zraven. In takrat smo pač prvič tudi javno obsodili ta dejanja, svoje nestrinjanje izrazili, in napovedali nadaljne aktivnosti. Ne. In z tega pol v bistvu se je nekako začela tudi ta na pobudo Miha in ostalih kolegov nekako graditi ta delavska koalicija, ki se je takrat malo drugače imenovala. Kaj je bilo prvo ime? Ne, mi smo takrat od začetka sem govorili sindikati in ostale delavske organizacije, kako civilno-družbene organizacije in tako nekako. In tako se je začel pol nekako v bistvu pol to postopoma graditi. Do jeseni, ko se je napovedalo zbiranje podpisov, tista prva runda zbiranja podpisov je šla zelo dobro. Ne? Takrat mislim, da tudi mogoče bi pokomentirali še to, da ko je enkrat zadevi dobro kazalo, se je pač iz slovenskih medijev skoraj da brez izjeme pač usulo po pobudnikih referenduma, kako to komentirati. Trije šarlatani so tukaj. Ja. Kako razlagati to, da pač dejansko ni bilo medija, ki bi... Mislim, pokazalo se je to, da smo se postavili na pozicijo proti dobesedno vsem strankam takratnim parlamentarnim, od leve do desne, ne, pač delodajalskim združenjem in sindikalnim centralam v državi. Skratka, pač nikogar ni bilo, ki bi bil pač tukaj z nami, ne, in naša stava je bila vseeno, da bomo pač v bistvu v teh okvirih, ki jih imamo, ker smo vedeli, da imamo prav, in da je naše sporočilo dovolj jasno, da bomo uspeli dovolj ljudi pač nagovoriti in prepričati, da pač glasujejo oziroma da grejo dati podpis. Kar se je zgodilo, je bilo pač to, ja, zelo dobra koordinirana medijska kampanja. Mislim, zanimivo je, mislim, da se vlada ni okoli nobene svoje druge reforme tako potrudila jo ljudem predstaviti, jo prodati, izobraževati, in tako bi rekel, mislim, svaka čast, mislim, če bi tako delali, ne vem, za dolgotrajno skrbo, bi ljudje bili zdaj navdušeni nad tem, namesto da vsi pluvajo, ne, mislim, ali pa, ne vem, zdravstvena reforma in tako naprej, ne, pač sindikati, neverjetno, 15 let peči sindikalni stroj se je prebudil, nenadoma so odbori zaživeli, zaupniki so se dobivali na velikih srečanjih. Posveti po celi državi. Posveti po celi državi, ne, skratka, česa takega nismo videli sindikalnih central izvajati, pač že odkar pomnim, ne. Se pravi, pač, ja, verjetno saj do 2012 niso se toliko potrudili za karkoli drugega, kot so se potrudili za pasivizacijo svojih članov, ne. In skratka, ko bi rekel, res je bilo zanimivo, ko smo videli to celo mašinerijo se vklopiti, ne, in ki so samo pač gazili, ne, in še tam, kjer smo na nek način imeli podporo in tako naprej, so jo vsaj na nek način zneutralizirali, pasivizirali, vnašali negotovost in tako naprej.
Na naši strani smo pa trčili na medijsko blokado. Skratka, nikamor več nismo uspeli prideti, ni bilo javnih nastopov, nisem imel kje dejansko pač prezentirati zadeve. Tako da smo trčali pač na te neke logične meje in videli, da naše kapacitete niso zaenkrat dosti velike, da bi lahko tak zid, ko ga vsi ti na drugi strani postavijo, da bi dejansko lahko učinkovito prebili. Ko gre do te mere za delo, da pač se komplet establishment pač postavi proti temu, verjetno bo morebitne nadaljne akcije delavske koalicije naletele na pač podobne blokade. Zdaj, Eva, omenila si, da pač se pri Zasuku vsakič znova učite iz različnih situacij, s katerimi se soočate, verjetno tukaj velja enako. Na kakšen način se sploh lotiti česa takega, ko pač dobesedno razen nekih Facebook postov ni več outleta, čez katerega bi se sploh dal komunicirati? Mislim, koristna stvar, se mi zdi, ena najbolj koristnih stvari je bilo, da takoj potem, ko se je končalo vse skupaj, smo se tukaj dobili, pa smo imeli to refleksijo vsi skupaj. To se mi zdelo, da je bilo super in da smo se res dobre stvari pogovarjali. Refleksija je ful važna, neka taka diagnostika. Vem, kaj sem jaz takrat rekla, ko smo tle govorili. En zelo pomemben moment, kaj je bil za moje pojme še ena dodatna težava, okrog katere in verjetno v vseh teh bojih bo vedno obstajala, je bila ta gibljiva časovnica. Ker ravno to, če so se spomladi začele neke aktivnosti, pa se je napovedovali, da se bo sprejel junija, ali ne vem, najprej junija, pa potem zamikali še malo poletje na julijsko sejo, pa se je prestavljalo to na jesen, pa se je nekaj govorili, da ne bo takoj, ampak da bo pa še čez kakšen mesec. Ko imaš ti neko tako konstelacijo, ki je neformalna vseh teh organizacij, kjer vsi so praktično v glavnini prostovoljci, še skupaj svojih stvari zraven, je že to, da sploh skupaj potegneš in rečeš, zdaj bo treba začeti delati, ful težko. Ker če bi šla v bistvu tista junijska časovnica, bi rekla, ok, zdaj pa z majem delamo skozi po enem ritmu, pa tako, pa v bistvu ta poletje, ko se pa nič ni dogajalo, pa hkrati zdaj spet ta panika, kdaj se bo pa točno septembra začeli in pa tako v enem tednu zbrali te podpise. In hkrati še zagnali ta komunikacijski mašinerijo, ki imamo lahko doseg čez svoje kanale. To se mi zdi, da je en bil tak dejavnik, ki je interno, ali pa povezan je valjda z eksternimi pač temi dejavniki, kar se je z zakonom dogajalo, ampak dejansko na to, kako si to pripravljen, jaz mislim, da smo ta moment noro dobro odpeljali, da se je toliko ljudi aktiviralo, jih nisi mogel fiksirati teh urnikov in se je šlo v akcijo in da se nikoli niste testirali, kako izgleda postav teren, pa kako sploh koordinirati, pa hkrati komunikacijsko. Jaz sem koordinirala komunikacije, ljudje, ki so mogoče se poznali, jaz jih ful veliko nisem poznala, ampak da se tam dobivajo ljudje, pa začnejo delati, pa začnejo misliti zadeve. Enih teh zadev, enih nalog, ki smo jih oddelali v tem času, je bilo noro dobro. Mi je bilo pa res šokantno na ta medijski moment, ker to je bila pa res stena. Je bilo pa še to, da tudi na terenu se je videlo, ali pa tako, ko si se z ljudmi pogovarjali, ker ljudje so vseeno začeli misliti ene procese, da mogoče pa v pokojninski vseeno ne štima toliko. Ampak je bil ta enomesečni cikel ful kratek zares, kad ti začneš res zbirati podpise, da bi bila ta učljivost, da se bi ljudje v snov dosti poglobili, je bil po mojem prekratek. Če bi govorili to, da je dvomesečni proces, bi bilo lažji, s tem, da pa so še taki zunanji dejavniki zafrknjeni. Itak smo že vedeli, da so šolske počitnice, in je padalo jesenske šolske počitnice, noter pa se ti zdi tako, pa se ni toliko folka na počitnicah, pa se je poznal. Ampak pa se je pa še dodatno Novo mesto zgodilo, in potem je šlo vse fokus samo še v tist in vidiš, kako si od enih takih dejavnikov zelo odvisen. Tudi recimo po mojem, če bi imeli upravno enoto na slovenski, ne pa na tobačni pospravljeno, ka po 2 tednih že vse ljudi, ki grejo v Marjetico na kosil, oddelaš. Mislim, tako čisto praktično. Na Linhartovi je pa itak tam
tako majhen pretoka, če bi imel ti dve upravne enote, sta res na enih pretočnih lokacijah, jaz mislim, da ful ne bi bil problem. In da tudi takrat, ko smo recimo stali pred sindikati od spodaj za te neoverjene podpise, ja, tam je kar letel, ljudje so čakali na bus, ne vem, pretok je tako dober, praktično, ne vem, ful si dobil teh podpisov. In tle sem jaz začela generalno razmišljati, koliko je referendum kot tak res dosegljiv ljudem, če imaš že to skritost upravnih enot in nedosegljivost. Mislim, čisto en tak moment. Kaj si ti hotel? Ne, mislim, glede na tvoje vprašanje, kaj recimo za naprej bi to pomenili. Mislim, da smo se naučili ne računati na sindikate, ki imajo pač veliko število, da to avtomatsko pomeni veliko podporo pač in veliko aktivnost, ampak je bolj pogosto obratno. In vnaprej ne moramo pač narediti te napake, ampak se je treba na lastne kapacitete tistih najbolj aktivnih zanašati. Pričemer pač, vidimo, kje moramo mi tudi recimo naše kapacitete razvijati. V smislu pač, da razvijamo kadre, izobražujemo, vzgajamo aktiviste pač, in da naslednjič, ko bo treba na teren, da nas bo pač več iz naše strani sposobnih to narediti. Mislim, ker po drugi strani je pa zanimiv, da ne glede na to, da smo imeli razmeroma beden izplen, glede na vse skupaj, kar se tiče števila podpisov, je to zelo majhno število relativno majhnih sindikatov pač naredilo. Na koncu nas je bilo na terenu, veste pač koliko, mislim, gasilci, Iskra, Zasuk in še par pač Indijancev, ko so vztrajali do konca. Ampak, kako bi rekel, jaz sem videl znotraj tega pač, da relativno majhna skupina predanih ljudi, ki vejo, kaj delajo, zakaj delajo in so se tej nalogi pač dobro posvetili, lahko zelo veliko premakne ob vseh slabih pogojih, ko smo jih našteli, ob vsem tem, kar je bilo pač proti. Mislim pač tako, bi rekel, da smo vseeno četrt poti do tja pač prišli, s praktično ničemer, kakorkoli pač obrnemo. In tle vidim, da so absolutno rezerve pri vseh nas, pač znotraj organizacij, mogoče pri vas, ker vi ste res dali vse, ampak ko bi rekel, mislim, da imamo pač potencial, da bo Zasuk čez par let ne samo imel bistveno več članov, ampak tudi bistveno več aktivnih in izobraženih članov, ki bojo ob taki priložnosti lahko nosili neke take akcije dalje. In če bi vsak sindikat si vzel to kot svojo nalogo, da smo naslednjič močnejši na terenu, pač bomo bližje. Ja, mislim, težava oziroma, kakor je delavska koalicija postavljena ob takih akcijah, so vendarle sindikati tisti, ki imajo edini v bistvu neka sredstva, da se ljudje poklicno ali pa polpoklicno lahko posvetijo takim akcijam. Zato me, David, zanima, da je znotraj teh sindikatov, ki še vedno so del delavske koalicije, vendarle tudi ta izkušnja neke spodletelosti in morda tudi neke, ne vem, pravilno zaznavam neko slabe volje do teh, tudi do nekaterih od sindikatov, ki so se delavski koaliciji pridružili, pa mogoče niso dali vse od sebe. A je tukaj mogoče sprožil kakšno refleksijo tudi znotraj teh struktur? Se ti zdi, če imaš ta pogled? Teh drugih sindikatov, rečemo, ki niso na nek način težko rekel, da zdaj, večina, bom rekel, se je na nek način, predvsem zaradi tega, ker za nas, za sindikate, v bistvu so bile smo se pač vse to spustili, tudi tiste, ki so, bom rekel, na koncu dali mogoče malo manj od sebe, je glavni problem, so predstavljale pač odločitve sindikalnih central, da so šle kontra tem našim aktivnostim. Seveda, so bile v zelo, na nek način, nezavidljivem položaju, če so prišli do točke, da so zadevo z vlado podpisali in jo predstavljali kot nekaj dobrega,
si niso mogli predstavljati, v bistvu, kako bi bilo, ne, če bi se ta zadeva pač na nek način zrušila. In tle je, bom rekel, kar nekaj sindikatov, že tistih, ki so, bom rekel, dali ta glas, da si na primer Zveza svobodnih sindikatov lahko poslužila pač tega podpisa, svoje soglasje ali pa svojo podporo tej zakonodaji opravičvala z to samo večino. Ne. Če se na zvezi pač tako odločala, ne, če je zveza na nek način, tudi tisti sindikati, ki so, rekel, glasovali proti sprejemu pokojninske reforme, kar nekaj njih, ne, je jasno potem povedal, ne, niso se pa nam v začetku mogoče celo pridružili, bili parkrat skupaj z nam, potem pa na nek način se odmaknili, ne, dali vedeti, ne, da so se odločali v bistvu, da bojo spoštovali skupno odločitev ali pa večinsko odločitev Zveze svobodnih sindikatov, kljub temu, da so prej to ocenjevali kot nekaj slabega za članstvo, za delavstvo, za upokojence, ne, in da proti temu pač ne bojo delali. No. Tako da mislim si tlele v bistvu, da saj do tega trenutka zdaj, ne, rečemo, da je borem malo nekega tega pravega signala, da so ga dobili, kar je na nek način zaskrbljujoč lahko pač za vse nas. Sem pa dokaj prepričan, da bojo pa, če rečem, neke posledice ali pa neke odzive ali pa na to, na sprejetje te pokojninske reforme, v bistvu, da jih bojo pač še deležni. Ne? Saj so bili že 2 meseca v bistvu vsi skupaj, ne? Že 2 meseca v bistvu po sprejetju pokojninske, ne? Se pravi, začela je veljati 1. letošnjega leta, ne? In že februarja, ki je prišlo do prve redne uskladitve pokojnin, ne? Z dvigom plač pa inflacije, ki je že do neke mere spremenjena, ampak zdaj še minimalno, ne? Je bila že toliko spremenjena, da so se upokojenci dvignili, ne? Da je začel tuliti tle po državi, a ne čakajte, a to je primeren dvig, 4,2% grejo pokojnine gor, ob tem, ne, da je draginja hrane, ne vem, po 10 in več procentov, ne, in je seveda bila tudi panika takoj v vladi in je bilo treba takoj še izredna uskladitev za 1%, ne, in daljše zraven, se v vseh letih nazaj v bistvu ni to dogajalo, a ne, tako da vse to v bistvu je bilo tudi prav, da smo tudi z naše strani se v takem momentu dali jasno pač vedeti. O tem smo mi pač govorili. Ne? To je tisto, kar ste označevali kot nekaj dobrega, na kar smo mi svarili. Predvsem povemo, ne? Da v naslednjih letih se bo to samo še stopnjevalo, ne? In v bistvu bo samo še slabše. Tako da, predvsem v bistvu, če ne drugega, upam, jaz osebno, ne? Da jih bojo pač sama ta dejstva, ki jih bomo pač deležni, a ne? To je škoda sicer, da te more v bistvu, ne, se pravi, ne, da, kot bi rekel gasilstvo ali pa nasplošno, ne, da verjameš, da ogenj ali pa plamen peče, pa da ga ni fino šatati šele takrat, ko se opečeš, a ne, pa očitno smo tle mogli pač toliko daleč pridati, ne, kar se tega tiče. Našteli smo torej medijsko blokado, našteli smo morda, da niso vsi akterji v delavski koaliciji dali vsega od sebe. Nismo omenili grožnje nekaterim sindikalistom znotraj tega procesa, a smo zanemarili še kakšen aspekt, zaradi katerega je, na primer, bil rezultat beden, praviš, Miha? Jaz bi rekel še to, kar si mogoče David čisto na začetku izpostavil, ta zelo zaslepljenost v bistvu vodi central za nekimi pač političnimi kalkulacijami. Ne? Se pravi, tle je pa še pač ta čarovnija prihajajočih volitev, ne, tudi naredila svoje, ne, v smislu, dajmo ne nagajati, pač zdaj tem, ko niso najslabš možno, ne, pač, ko pa bomo še slabš dobili, ne, in je ta vnaprejšnja sprijaznjenost s tem, da bo pač še slabš, ne, in joj volitve, in joj, kaj se greste, a hočete Janšo poklicati in tako naprej. To mislim, da je tudi imelo zelo velik učinek na ljudeh, ki so se strinjali sicer s kritiko pokojninske reforme, niso se pa strinjali za kritiko vlade, ki jo sprejema. Ne, in tukaj vidimo, da je pač ta nepripravljenost sindikalnega gibanja, da je pač, ko bi rekel, nastopa z razredno pozicijo, ne pa pač, da izbira zdaj svojo stran znotraj političnega pola. Ne, torej, 4. Janševa vlada bi sindikalizmu slovenskemu dobro dela. Mislim, ne. Najbolj absurdno je, ko zdaj pogledamo za nazaj, ne,
pač, koliko smo bili deležni teh groženj, pač dejansko kličemo in ne vem kaj, in v redu, ste zmagali. Ni bilo referenduma. Ste speljali svojo pač Piškovo pokojninsko reformo, ne, pač, in bi rekel, zdaj, ko so bile volitve, kolikšen učinek je to imelo na volilni izid, pač jaz si upam reči, da ničen. Ne, pač, oziroma kvečemu negativen za stran, ki je sprejela to pokojninsko reformo. Ne. In pač nihče ne more reči, da smo mi tisti, ki smo krivi za zdaj Janševo vlado, ki jo dobivamo, ne, pač, ampak enostavno, ko bi rekel, so procesi pač teh reform korak za korakom peljali v to smer. In ja, mislim, ne vem, ampak ja, se strinjam, jaz mislim, da zelo malo ljudi je opravilo to refleksijo in da bi zdaj pač malo zamenjali strategijo, ne, ampak je pač, ne, pa se pa upravlja pred volitvami neke bedne, te rituale predvolilnih soočenj, pač tudi na sindikatih so bili, kjer se preizpraša pač predstavnike in potem pač to predstavi članstvom in se jih pozove, da grejo pač voliti. Ne, potem, ko smo 4 leta v bistvu kompromise sprejemali, ko nismo ene akcije, ene stavke, enega protesta izpeljali, zdaj pa pejte člani voliti, ne, pač in boste rešili pač položaj delavstva v Sloveniji s to potezo, ne, ki smo ga mi sicer kompromitirali z vsemi temi potezami. Ne. Skratka, ne smemo pozabiti na ta pač širši politični vidik, ki obstaja in v katerega mislim, da je sindikalizem se zelo ujel, ne, in smo daleč od tistih let, ko ni bilo važno, je zdaj to Pahorjeva pokojninska reforma ali je Janševa enotna davčna stopnja, ali je, ne, pač takrat je bilo zelo jasno, kaj treba narediti in kako to narediti. Ne. Zdaj pa v bistvu ni niti jasno, kaj treba narediti, ta razredni cilj je zelo pač zamegljen in tudi zamegljeno je, kaj pa se naredi v primeru, pač, če se ne strinjamo, ker nismo teh mišic pač razvijali že toliko časa, da so atrofirale. Ja, mislim, ena rdeča nit tega našega pogovora je to, da če med tem, ko ni treba skakati, se ne pripravljaš za to, da boš nekoč skočil, potem takrat pač tudi ne moreš skočiti. Kondicijske priprave. Tako, ne, in zdaj, mislim, skupaj, če je najboljša stvar okoli pokojninske reforme na koncu bila pač to, da se je ob tem formirala delavska koalicija, kako vidite zdaj vzdrževanje, kakšne so kondicijske priprave, zdaj, ali delavske koalicije ali česarkoli podobno povezovalnega znotraj pač nekih progresivnih sil in organizacij, ki tukaj obstajajo, pač kako lahko začnemo te kondicijske priprave, kje začeti, na kakšen način, da pač bomo bolj pripravljeni na naslednje boje. Se mi že delamo kondicijske priprave, ne? Se mi zdi, tudi to je kondicijska priprava. Tudi to, kar se je pol leta nazaj dogajalo, je kondicijska priprava. Pa jaz se bojim, da z vsem takim okoljem, v katerem smo, sploh ne manjka priložnosti za kakšen dvig uteži ali preskok. Bolj mi je bilo dobro enkrat, ne, 2 let nazaj, ali let pa pol nazaj, ko je ful časa trajala ta zasukova minimalka, pa kar šlo, pa ni šlo, pa je padalo voda, pa to. In pa me kliče, ne, oglasim se za fotrov telefon, pa ga kliče en njegov prijatelj, tako že, ne vem, čez 80. Pa reče, pa Eva, jaz spremljam, kaj vi delate v zasuku, pa ful je dobro, pa to. Pa rečem, meni se zdi, da vse skupaj, ne vem, pač tako nekaj probamo, pa nič ni. Pa mi reče, zapomni si, v sindikalizmu so zmage izjema, ne pravilo. In je v resnici to, v resnici je pa tako to, da smo mi takrat Zasukova dobili, je bilo v bistvu dosti hiter glede na vse skupaj, pa smo se mogoče malo razvadili, ampak zares se pa moramo tudi zelo veliko pripravljati na te poraze, ker sploh ne bi si jih imenovala poraz, ampak da imamo ene pač tako bitke v vojni, ne? Pa vsaka ta bitka, tudi če jo izgubimo, pač ima neke žrtve, pa to, ampak se pobereš, pa greš. Jaz bi sem eno stvar še rekla, kako mi je absurdno in recimo tako, kako je Levica na vse pretege se trudila težiti, kakšni mi smo, da zdaj hočemo referendum in pasivizirati državljane, da grejo na referendum, ker se mi zdi tako
o čem se mi pogovarjamo, pač, a lahko ljudje, ker tudi na štantu se mi zdi, če si človeku rekel, glejte, se to ne pomeni, da podpišete za referendum, pomeni, da se morate odločiti, a ne, da blokirate, mislim, da zaustavite pokojninsko reformo, ampak a si lahko vsaj kupimo čas razprave. In kar je še bolj absurdno, in to sploh v luči tega, da pol leta težijo, kaj se greste tlele, pa porabljate denar za to, ne, ker hočete referendum, pa ne vem kaj. A ne, pa zdaj en mesec poslušamo to psihotično, gremo voliti. Ful dobro, en moment imaš tako na 4 leta, kjer gremo voliti, ampak vmes, če hočemo kaj izvoliti državljani, mogoče kaj druga, ker so si oni zamislili, pa tako, ne, tako pa ne. Kdo bi si mislil, da bo na volitvah bolj uspešna tista stranka, ki je svoje podpornike zmobilizirala na 3 referendumih v zadnjih 4 letih? Ne? Ja. Še kakšen indic, kako držati kondicijo, razen to, da smo pripravljeni na poraze, s porazom poraz. Ne. Razumem pa. Ja, jaz bi tako rekel, na nek način v bistvu, zdaj kakorkoli temu že pač rečemo, ne? Jaz se spomnim že takrat, ko si rekla Eva, ko smo se tlele dobili pa malo, rekel, neko razpravo imeli okoli tega našega poraza, ne, tudi. Neko mnenje pač izrazil, da, in to že tudi za časa, bom rekel, te naše kampanje posebej, da mi smo se pač v to, rekel, pokojninsko reformo spustili, ne, se pravi v to, da jo pač preprečimo tako, kot je bila, mi smo poudarjali, ne, to je pomembno, da mi nismo proti pokojninski reformi, da mi od to zahtevamo, ker mi smo zahtevali, ne, dvig odmernega odstotka za penzije, mi smo zahtevali višje invalidske, višje vdovske pokojnine, mi smo zahtevali spremembo prispevne stopne, da se bo delodajalcem dvignili prispevno stopno na raven, kot jo plačujemo delavci, ker smo edini in najslabši v Evropi, kar se tega tiče. Ne? V Sloveniji plačujemo drugo najvišjo stopno, delodajalci drugo najnižjo. Ne? Ta razmerje med nami je pa daleč največji. Mi smo zahtevali to pokojninsko reformo in ne, seveda pa ne, brez tistih dviga starosti, slabše usklajevanje in nižjo pač osnovo. Smo jasno pač povedali, da ne glede na končni izplen in rezultat, v bistvu, ki ga bomo skozi to dosegali, mi v tej zgodbi poraženci ne moramo biti. Ne? Mi nismo bili poraženci, mi, ki smo se tega lotili. Ne? Poraženci smo seveda, rekel, kompletno prebivalstvo, ne? Te države, ki smo fasali pač nekaj slabega, ne? Zmagovalec je samo eden in to je kapital, ne? Ki tle je dubu, ne? In zaradi tega se ni enkrat znotraj te zgodbe v glasu. Vemo vsi, koliko so tulili, ki je politika, ne, s tistimi tako zvanimi bombončki prihajala v zadnje pol leta pač ven, meni čisto vseeno, kako se temu reče, ali ne. Zdaj, če so se odločili, da v enem momentu dali obvezno božičnico, ki gre iz žepov kapitala, hvala Bogu, ne, jo absolutno podpiramo. Ne. Ampak kaj je kapital vse takrat počel? Ne, za tistih par 100 evrov na letni ravni, ki jih je mogel pač dati, ne, kaj vse so počeli? Pri pokojninski reformi ni bilo glasu od njih. Ne. In to mogo biti en močan znak. Tako da mi smo jasno povedali, mi tle poraženci ne moramo biti. In tudi nismo bili. Čas bo pa seveda to pokazal. In tako kot je v nadaljevanju, pri sprejemanju, se pravi dvigu, usklajevanju minimalne plače, ne, ker je še ena taka, lahko rečemo, malo manjša zgodba, ne, tudi v škodo delavcev, kljub temu, da se je prikazal, kakšen gromozanski dvig je bil, in tudi tle se lahko vprašamo, ne, koliko je pač rekel, politična struja, ki je to speljala, ne, radodarno do delavcev, za naše pojme spet, bom rekel, prevarantsko, ne, do delavstva, zato ker, kot je minister Mesec rekel, nažalost, bom rekel, ne. On je rekel takrat, ko so mu delodajalci kapital skakali, ne, češ minimalna plača na 1000 evrov neto, ne, kakšen to gromozanski dvig je, ne, in se na nek način hvalo, češ, da si ne bi mogel odpustiti, ne, če bi zaključil mandat ob dejstvu, da bo minimalna plača za delo, za polni delovni čas nižja od praga tveganja revščine. Mi smo mu takrat jasno povedali, da ta minimalna plača bo nižja od praga tveganja revščine in danes pač je nižja. Tako da, evo, tle pri samem tem, da v tem trenutku nič ne moramo, ne dvomim v bistvu, da je vsaj del volilnega rezultata, ne,
tudi vplival, rekel, z vseh teh področji. Da in nihče od nas tega ne more zmeriti in vedeti točen koliko, ne. Tudi neposredno vem, za marsikoga, ne, ki si je na koncu odločil drugače in volil drugače, ne. Te se morajo pa pač zamisliti, čas bo pa pač pokazal še, a ne, kaj vse je to prinašal in odnašal vsem nam. Politika ta in ona v bistvu se bo mogla tle pač zamisliti in sindikati tudi seveda, krepko. In z tega vidika verjamem v bistvu, da vse aktivnosti, ki smo jih pelali, ne, in jih bomo eventualno še pelali, naš moto je na nek način slediti le vsebinam, tistim, ki so prave, in to, kar bo za nas, bom rekel, na nek način nesprejemljivo, škodljivo za delavstvo, upokojence, za prebivalstvo, za družbo nasploh, ne, temu bomo nasprotovali. In tega se more politika in tudi sindikati, tisti, ki mogoče danes še, rekel, tega ne sprejemajo, pač zavedati, ne, in kalkulirati v bistvu, kaj jim to prinaša ali pa predvsem odnaša. In jaz menim, da je pač to vredno, ni pa pač lahko in utvarjati si dela, ne, če bi mislil, da se bo rekel, da bomo somišljenike pač, bom rekel, v nekih velikih množicah z lahkoto pač dobivali, ampak verjamem pač, da jih bomo, no. To zares, ne. Če je delavska koalicija nek poskus, da se zunaj pač Zveze svobodnih sindikatov vzpostavi neka tvorba, ki želi radikalne pristopiti k vprašanju dela v Sloveniji, pa če to lahko deluje kot spodbuda, da mogoče tudi nekim bolj tem zatečenim sindikalnim strukturam, da se da drugače. A je Zveza svobodnih sindikatov po vašem mnenju mogoče sploh reformirati od znotraj, ali je pač to neka zadeva, ki je popolnoma že zlizana v to korporativistično strukturo, ne nazadnje dobivajo denar za krepljenje socialnega dialoga, ne, ki v bistvu tukaj pač nadomešča nek manko članarin, s to diagnozo se najbrž strinjate. Torej, ali je mogoče Zveza svobodnih sindikatov oziroma to neko zdaj že res zelo prašno strukturo nekako reformirati ali pa radikalizirati znotraj? Če ja, kako, in če ne, zakaj ne? Po mojem ti najboljši naslov. Mislim, in čisto rekel, menim, da zdaj, če se vprašamo, je mogoče je, sem pa prepričan, da se sama od sebe pač ne bo, ne. Preko ta struktura, ne, ki na nek način do nas pač odloča in vodi, sama od sebe, bom rekel, se ne bo spreminjala. Spreminjalo jih bo družba kot taka, se pravi delavstvo kot tako, ne, in tle v bistvu sleheren delavec, in vedno poudarjam, in upokojenec, ne, se njih je praktično skoraj toliko, ne, kot delavstva, 2/3 tega, bodo morali na nek način, in jaz sem tudi prepričan, v bistvu, da se to bo dogajalo, ne, ker tudi do neke mere se dogaja že in tudi taki neki indici pač so, a ne, prepoznati, da način v bistvu dela in sindikalnih teženj, ne, ki se pač, rekel, zdaj že kar nekaj časa pač izvaja, ni neka prava pot za, da ne rečemo, že samo za ohranjanje nekih pridobljenih pravic, standarda, položaja, ne, delavstva in upokojencev, kamoli za, rekel, še dvig tega pač položaja, čemur bi morali slediti, ne. Glede na to, da se družba kot taka razvija, glede na to, v bistvu, da so, rekel, da je tudi ta promet v bistvu vse večji, a ne, da je razvoj vse večji, v bistvu, da so dobički v bistvu vse večji, a ne, vemo pa, kako se pa nepošteno pač delijo, je več kot logično v bistvu, da bi delavstvo moralo biti, ne, in bi bilo lahko tega deležno bistveno več, a ne, tako skozi samo vrednotenje dela, kot tudi same pogoje dela, se pravi delovni čas, skrajševanje delovnega časa, ne pa da nam ga podaljšujejo in daljšajo, naprimer. A ne, tako da menim, da v bistvu
dogodki ali pa z aktivnostmi, ki smo jih tudi pač mi vodili, da s tem pač odpiramo oči. In lahko rečem, da odzive z terena, strani različnih dejavnosti, delavstva, smo jih v tem obdobju, pa po tem obdobju v bistvu teh aktivnosti, tako pokojninske reforme kot minimalne plače, imeli kar konkretno. No. Tako da jaz verjamem, da se bo tudi znotraj, da bo tudi sindikati, oziroma da že čutijo ta pričakovanja in težnje delavstva, ki je prav v bistvu, da so bistveno večje, kot so bile do zdaj. Kako pa vidva, kot pač z Zasukom delata res, mislim, nek sindikat, ki je neklasičen v tem, da ni sektorski. Miha, ti veliko delaš s tujci. Kako vidita kot neko prihodnost sindikalizma v Sloveniji, pa ne bo to ali vloga Zasuka, ambasade ROK in podobnih organizacij, ali pa uopće, kam se bo moglo slovensko sindikalno organiziranje premakniti in kateri deli mogoče še niso dovolj dobro pokriti. Mislim, ja, del tega je definitivno to, kar mi poskušamo pač pokriti za obema pač organizacijama, ki si jih pač naštel, se pravi z Zasukom in ambasado ROK. To so tisti robovi delovstva, ki ostajajo neorganizirani. In tle vidimo, da če tukaj ne bo steklo organiziranje, če se ne bojo razvile neke metode, da bo to povleklo celo pač sindikalno zgodbo pač navzdol. Enostavno ne bo možno dost široke solidarnosti med delavskim razredom več zgraditi, da bi lahko govorili o neki delavski moči. Obe družbeni skupini veljajo tudi za tiste skupine, prek katere se dumping na plače izvaja. Absolutno. Ni naključje, da so tako razširjene, ni naključje, da se širijo še dalje. Je pa hkrati tudi, vemo, imamo izkušnje, so izkušnje v tujini in tako naprej, da organiziranje tukaj lahko steče. Mora pa biti enostavno v to vrženo kar precej resursov, znanja, kadrov in tako naprej. In to poskušamo pač razvijati, te naše kapacitete. To je recimo, da bi rekel, naš poskus doprinosa k sindikalnemu gibanju. Se pravi, iz neke zaenkrat neorganizirane, nesindikalizirane pač skupine delavcev vstopamo v to gibanje. Zdaj, a se da samo prek tega reformirati, spremeniti pač delovanje central? Mislim, da ne. Mi smo pač del te zgodbe. Vseeno pač dejstvo je, da glavnino slovenskega, ko bi rekel, produktivnega sektorja še vedno pelje naprej pač industrija, logistika, gradbeništvo, pač storitveni sektor, malo prodaje in tako naprej, ki so načeloma pač sindikalizirane, ki imajo svoje panožne sindikate, ki pa ne delajo dovolj dobro, če milo rečeno. In tukaj se bojo, ko bi rekel, definitivno z nekimi pritiski ti sindikati mogli srečati v neki točki, ali bojo ti pritiski prišli od zunaj, ali bojo prišli od njihovega članstva oziroma delavstva samega. Mislim, da pa take akcije, kot je bila akcija delavske koalicije, da so lahko del teh pritiskov. Skratka, da smo, če nič drugega, neka slaba vest teh sindikatov in nek, ko bi rekel, pritisk na njihovo delovanje, da naslednja taka runda pač kompromisov pa ne bo tako lahko sprejeta. In bomo videli, definitivno bojo to še trenja in boji pač znotraj in težko zdaj reči, na kakšen način se bo to zgodilo. Vemo pa, da če hočemo pač, da obstaja neka delavska moč v tej državi, mimo obnove sindikalnega gibanja ne bomo mogli iti. In tle pač se mi zdi, da smo na začetku enega procesa, da se je veliko zavozilo in da zdaj v bistvu delamo analizo, kje smo in na kakšen način se bomo s temi zadevami spopadali. Ampak to bo dolgoleten proces, kjer bo treba pač veliko stvari sprobati. Tudi veliko enih porazov doživeti, pa se naučiti stvari. Ampak to je tisto grajenje mišic. Pač mislim, ta trening, to buildanje kondicije, ki mislim, da smo jo malo sprobali skozi pokojninsko reformo, mislim, da pa recimo pri nas v Zasuku, lekcija tega je bila, mi se moramo kot organizacija
ful okrepiti. Mi moramo še zelo veliko ljudi organizirati v našem sektorju in razvijati naše metode in razvijati kadre. In zdaj res od jutra do večera delamo to. Ne. Pač, in druga lekcija, mislim, in to verjetno velja za vse organizacije, ki smo tu, ne, pač verjetno imamo neko podobno refleksijo, rabimo več moči, več kadrov in tako naprej. In to je enostavno delo. Ne. In tle, jaz moram reči, da pač ste nam tudi v vašem sindikatu za zgled na nek način, ne, ravno to, kako ste prišli od neke pač stopne sindikaliziranosti in nizke borbenosti v zelo visoko stopnjo sindikaliziranosti in pripravljenost, ne, mislim, v končni fazi, vi ste šli malo zatem v stavko. Ne. Se pravi, to in iskreno povedano, David ne bo tega rekel, ampak pač to je zato, ker pač ti jebeno garaš na tem pač cele dneve, ne, in to garanje recimo pač pogrešam. Tudi pri nas, tudi pri drugih sindikatih, tako, mislim, tako, samo se ne zgodi nič. V končni fazi se treba pač sesti v avto, se odpeljati nekam, se stankovati z ljudmi, razlagati. Mislim, pač to, kaj vse si ti delal tekom te kampanje, je meni jasno, zakaj je vaš sindikat takšen, kot je. In mi je jasno, zakaj drugi niso taki. Ker enostavno to je jebeno garanje. Pač. In ne samo garanje v delovnem času in v okviru nekih pač ustaljenih obveznosti, to je pač res življenje ti pač požre. Ampak verjetno se strinjamo, da je vredno. Ne? In da pač tako, da ja, mislim tako. Tudi kar se tiče čist na osebni ravni, neke delovne etike, ki jo mora sindikalist imeti in koliko se treba s člani ukvarjati in koliko se treba boriti za vsakega posebej, koliko je treba vložiti v to, da se stvari speljejo, je veliko. Ampak to moramo pač resno vzeti. Pač, ne? Kapital na drugi strani to počne, mi pa premalo. Eva, poglejte prihodnost. Ja, tole reformiranje zveze, pa je lahko potlej za reformiranje na splošno ta sindikalne stvari. Ful so dobre take situacije, ki je bila ta zaradi tega, ker naenkrat ful je sedenje na dveh stolih. In potem, če imaš ta konflikt, se mora te riti dvigati, pa usesti na en pa na drug stol. In se mi zdi, da je to ta neko čiščenje te zelo neke ne bistrega polja sindikalizma, da je to v bistvu ful dobro, ne. Si rečeš, mogoče je kdo zaparkiral koga. No, ampak v glavnem se mi zdi, da je to tle, je tudi, kaj je reformiralo recimo zvezo že malo. Ko smo imeli tiskovko, so zaklenili vse sejne sobe. Zdaj so uvedli, da je treba pač točno javiti, zakaj imaš kjerokoli skupno sobo, s katerim namenom jo boš uporabljal. Tako da na nek način se reformira tudi zveza, take zelo zanimive načine, no? Ampak, kar je pa super, ne zaklepajo, delegirajo, ne vem kaj, tudi te momenti so dobri, da se nekaj začne čistiti. Ampak druga stvar, ki se mi zdi, je to mesto, ful rada uporabljam, da bi rabili imeti delavske domove. Ker se mi zdi, da včasih, ker nisi imel tega fleksibiliziranega dela in ne vem kaj vsega tega, se je pač rabo imeti kulturne domove, zato ker vse ostalo delavec v delovnem okolju dobo. Zdaj se mi zdi tako, smeram bolj v tej obratni situaciji, da bi rabo imeti res prostore, ki so lahko namenjene delu, ampak lahko imajo tudi menzo, lahko imajo karkoli, neko polje srečevanja, zato je recimo plac toliko dragocen. Ampak ko gledamo, ne vem, tako, Miha izhaja iz Roga, mi smo bili v Tobačni, še 10 let nazaj je bilo ful več teh srečališč, in sam zgubljamo, z vsakim naslednjim ciklom se še zgubljajo prostori in s tem se tudi zgublja prostor za srečevanje, pa prostor za to, da se izmenjujejo ideje, pa da se borimo naprej. Tako da se mi zdi, da je ta infrastruktura res ful ključna, zato da se je treba imeti nazaj, vzpostavljati, ker če bomo samo tako nadaljava povezani, je ful težji delovati. In tukaj je treba, izboriti si treba prostore nazaj in s tem, ko si to izborimo, si lahko potlej še vse te akcije gremo ful bolj učinkovito, kot si zdaj jih lahko. Tako da, ja. Ja, na tej točki po mojem, da odpremo še, ja, smo delali svojo 1,5 in še malo čez. Tako da jaz bi odprl, če je mogoče kakšno vprašanje iz publike. Ok, jaz se
ste že omenili, da se je pogosto govorilo o tem, da pač, če ne bo sprejeta Meščeva in Golobova pokojninska reforma, da bo pač Janša naredil svoje. Ne? Ampak seveda nič ne preprečuje, da ne bi sindikati proti Janševi reformi zbirali podpise in jo zrušili na referendumu enako, kot so poskusili to. Ne? A to v bistvu odraža neko prepričanje ali pa nek strah sindikalnih central, da v bistvu same ne bi bile zmožne speljati referendumske kampanje proti taki reformi, ki bi jo na primer sprejel Janša, da niso sigurni, če bi zbrali podpise ali pa če bi uspeli pač tako reformo potem zrušiti na referendumu. Jaz bi bolj rekel, mislim, dejansko smo bili tega deležni, ne? Takrat ob tem prepričevanju, da kljub temu, da ni najboljša, ne, jo je vredno sprejeti. To je rekel sindikatom znotraj zveze predlagala tako pogajalska skupina sindikalna, ne, tudi zdaj še predsednikom Zveze svobodnih sindikatov in odzivi z naše strani, se pravi tistih sindikatov, ki smo bili absolutno proti, so bili točno taki. Smo rekli bi se, kaj pa problem. Ne? Zdaj, katera vlada bo tista naslednja, ne? Seveda ne vemo, ampak nas preprosto je, da ne zanima, ne? Kakšni bojo njihovi načrti glede pokojninske reforme, ker take, kot se nam predlaga, jo enostavno ne bomo spustili skozi. Ne? In nam jo ni treba spustiti. Tako da bi bolj rekel, da jaz verjamem, da tle se niti niso iskreno tega bal, ne? Ampak da so bolj delali na nek način, da je bil to neki izgovor za to, da se, kot so večkrat znali tudi povedati v zaprtih krogih, ne, tej vladni strukturi, ne, trenutnik je bila ne dela problemov. In da bi se jih s tem spravili v položaj, ko, naprimer, eno od obljub, ne, v smislu vseh tistih reform, ki naj bi jih delali, ne bi speljali, se pravi, bi jim spodletel in bi to tudi za same volitve bil za njih, rečemo, pač nek problem. Ne. Ampak naš odgovor temu je bil, ne, sej, tako kot sem tudi prej omenil, mi smo to zahtevali pokojninsko reformo, in ne nam pač sledijo, ne jo speljajo in bojo definitivno tudi z tega vidika, bom rekel, samo prosperirali. Ja. Še kakšno vprašanje? Jaz imam mogoče eno vprašanje. Prvo mogoče pomba, mislim, da ni reforma, je novela, ne? Kakorkoli. V bistvu, kar se mi je zdaj zanimivo pri reformi, je to, da je vlada šla argumentirati svoje stališče s podatki, zelo tehnično, kar je kar unikum v politiki, nasploh na Zahodu, no? Zdaj, zdi se mi, da ste vi potem probali odgovarjati nekako isto tehnično, isto s podatki, pa se mi zdi čisto tako, se vam zdi, da je bila ta PR-ovska strategija dobra, ali bi se dalo pač obrati kakšno drugo strategijo, ki je mogoče manj tehnična, bolj razumljiva. Čisto tako, zanima me pač, kako razumete svoj PR pri vprašanjih, ki so pač zelo komplicirani in so dejansko večini poslušalcev do neke mere, bi rekel, brez nekega konkretnega študija nerazumljivi. Mislim, meni je to vprašanje zanimivo, zato ker mi smo, moji, bili deležni glih obratnih kritik, da vlada na nek način pač razpolaga z podatki, z konkretnimi izračuni in tako naprej, medtem ko mi operiramo z parolami, mi govorimo o delavskih izkušnjah, o težkih pogojih in tako naprej. Ves čas smo bili bolj deležni tega, da mi dejansko ne premalo tehnično pač komuniciramo. Zdaj, se vam zdi, da je to zato, ker ne vem, vaš govorec ni bil doktor ekonomije ali pa nekdo pač iz pomembnih institucij, torej zato, odkot so izjave prihajale, ali zaradi vsebine, ki ste jo podajali? Jaz bi drugače prva stvar, ki bi jo naglasila, preden se sploh pogovarjamo o tem, je, koliko prostora so oni imeli za razlago, pa koliko malo je bilo sploh možnosti, bodi si za neko izmenjavo, praktično. Mislim, da smo imeli ti dva soočene, ti si bil pa na enem. Po mojem bilo to, kar je bilo po mojem vsega, kar je sploh kjerkoli izmenjava bila. Kar se je
vseh medijskega poročanja, kar je bilo v bistvu vse samovladno. Ne? Mi nismo dobili članka o Mladini, recimo, ne? Intervjuja z Davidom Švarcem nekje. A ne? Tako da zares, kar se je, komunicirali se je, naši kanali so bili samo na socialu, a ne? Kar so bili tam, pa seveda 1:1 na štantih. 1:1 na štantih se je točno vedel. Recimo, to je Mihova ful zanimiva, ki reče, Eva, jaz bi rad ful razumel, kdo so točno ta tip ljudi, ki si jim rekel, 2 let dal boste delali in je šel podpisati ta človek. Ne? V bistvu si tam videl ful enostavne stvari, ki si jim razložil, recimo. Niti približno nisi rabo ničesar uporabljati. Ne? Tako da, ampak ne vem, jaz se zdaj probam spomniti, na začetku je bilo res da bolj tehnično. A spomniš, Sara, na social pa to? A ti si največ video naredil v bistvu? Ti pa Pero. V bistvu so bili zelo, veliko je bilo tega responsov se delali, glede na to, da so one ene izjave, pa ker nas niso vabili, so one ene izjave se montirali, pa sta se poj David, Miha, Goran tako odzivali. Ampak zares? Veš, kaj mislim, Eva, mogoče na tole tako, mi smo skušali biti seveda čim bolj tako enostavni, se pravi, da smo jasni s temi nagovarjanji in ko si bil pol, se pravi tisto, kar smo uspeli javno nekega prostora dobiti, sej neki smo ga, roko na srce, ampak kontre so bile pa bistveno močnejše. Treba je vedeti predvsem nekaj. Se pravi, ena stvar je bila, če pokojninska reforma pade. Tega smo bili deležni pol na terenu, tudi takrat smo podpise zbirali. Čisto 1:1, jaz vsak dan. Jasnih pač vprašanj ali pa sporočil. Če pokojninska reforma pade, če jo te vi zrušili, potem mi upokojenci decembra ne bomo dobili božičnice, naprimer. 150 evrov ne bom dobil, in podobno. To so bile ful močne stvari. Hkrati s tem v bistvu je bilo zelo močno sporočilo, da ljudje so dejansko rekli, da so zmedeni. Da so zmedeni, ker vi sindikati, zdaj so nas vsem smatrali kot za sindikate in del civilne družbe, ste se pač vrgli proti tej pokojninski reformi. Že takrat so nas do neke mere označevali tudi, z janšisti in podoben, pa da rušimo vlado. To je bilo ena smer in pa predvsem jih je tako begal, da pa sindikalne centrale nas pa nagovarjajo, oni so dejansko v bistvu novinarske konference, ker tako, ki je Miha govoril, to se ni dogajalo do zdaj. Se pravi, na našo novinarsko so oni komplet centrale naredili novinarsko konferenco in povedali, označili vse, kaj je dobrega znotraj te reforme in predvsem, česa bomo deležni in tle niso pozabili upozoriti ravno na to božičnico za upokojence, ki jo ne boste dobili, česa ne boste pač deležni, če ne bo pač sprovedena. In ljudje so bili dejansko zmedeni v smislu, čakajte, pa se nam sindikati sporočajo, sindikalne centrale, da je ta pokojninska reforma dobra in da bomo definitivno, če bo naslednje vlade dobili slabšo. Tako da tle bil predvsem res, jaz si upam, ne da bi se zdaj mi rekel neke izgovore iskali, da je bil res ena velika mera strahu strani volivcev in da sem zelo prepričan, da če bi samo sindikati, se pravi sindikati skupaj združeni s centralami, vsa politika bi nam bila lahko kontra, ker zdaj je dejansko pač bila, tako koalicija kot opozicija, ker marsikdo je na opozicijo celo računal, ne od nas kot takih, ampak tako nasplošno se je to govoril. Sej, če ta vlada nekaj predlaga in bo Janša tako zrušil, in ti delež populacije z lahkoto boš dobil, se pravi, prišel do referenduma, teh 40 000, pa tudi referendum bomo verjetno dobili na ta račun. Zdaj, mi smo opozarjali nekaj, stalno, to je bil tudi moj stališče stalno. Opozicija te reforme ne bo rušila, ali pa teh sprememb, ker to je njihova vsebina. In to je ravno tisto, kar je absurdno za nas, da ta vlada, ta, ki se ima za levo-sredinsko, dejansko dela reformo pokojninsko, ki je čista, bom rekel, desna reforma, desne politike, in tisti na drugi strani samo ploskajo. In komplet politika je bila tle proti nam. To zato pravim, ker sem prepričan, da ob komplet tej politični struji, ki je bila zainteresirana za tako reformo, če bi se sindikati odločali
da jo ne bomo sprejeli in da ne bo šla skozi, 100% ne bi šla skozi. Ker zablokirali so nas na nek način tudi, ali pa tako bom rekel, razumljivo, zmedeni so bili sindikalni zaupniki po firmah. V našem sindikatu naprimer ne, ker smo te stvari predelali. Ampak v sindikatih, ki so bili pa tam nekje vmes, industrijskih, mnogih industrijskih pa storitvenih dejavnosti, so pa dejansko, ker smo jih mi klicali, ker smo se pogovarjali z njimi, so nam rekli, mi ne vemo. No. Mislim, če poslušamo v bistvu te centrale, ki nam razlagajo, kako je dobro, predvsem to, zagotavljajo, da bo naslednja slabša in da jo ne bomo mogli ostaviti. In to se mi zdi, da je bil tak res ključen moment. In tle smo res na terenu, neposredno smo zbirali podpise, dobivali informacije ali pa te skeptičnost, da ne upajo dati teh podpisov. Čeprav 1 na 1 smo se pogovarjali, je večina ljudi, to si lahko rečemo, v bistvu ta podpis na konc dala. Smo povedali, zakaj se gre, pa kaj odnaša predvsem ta reforma. Tako da, koliko bi lahko drugače komunicirali v nekih danih. Ne, skozi lahko drugače, pa skozi lahko boljše. Mislim, verjetno. Ampak v resnici je spet to, kar sem rekla prej v času, da se ti ful veliko pametnega potlej zveš na terenu, pa lahko integriraš nazaj. Sam skozi ta čas je faktor, koliko imaš časa, da še to implementiraš naprej. Vsem bi veš kaj na ta vprašanje, Eva, jaz si resno mislim, da kakorkoli bi se jo mi vsebinsko skušali pač lotevati, glede na to silo, ki smo imeli na drugi strani, in njihovo prepričljivost, prepričljivost v smislu, saj smo sindikati, ki smo se pogajali, pa trdo pogajali in iztržili največ, kar je bilo možen, ne osesuvati, ker bo naslednja slabša. To se mi zdi bil nekak najmočnejši element tudi za same medije. Tudi neposredno iz medijev, takih, ki bi mogli biti naklonjeni našim aktivnostim, ki bi mogli podpirati tega, so bili milo rečeno vsaj skeptični ali pa bom rekel celo tisto kontra tem našim dejanjem. To je tudi generalno, lahko rečeš, vse večino stvari, ki jih bomo še naprej delali, bomo imeli isto. Naslednja stvar bo slabša, sploh ni važno, tle pokojninska je nekaj drugega. To se pravi, da je nekaj takega, kar bomo vedno imeli kontra. In je treba res misliti načine, kako to zaobiti. Glavno nasprotovanje, v bistvu, mislim, če se malo na Jernejevo vprašanje vrnem, je v bistvu niti ni bilo vsebinsko, ampak je bilo politično. V smislu, če rušite, boste pač ali Janšo priklicali, ali pa Janša bo slabše sprejel. To je bilo bistveno bolj zajeten del pogovorov, kot pa vsebinsko. Kar se pa vsebin tiče, pa mislim, da se je zelo poznalo, s kom komuniciraš. Ker delavci v industrijskih panogah, v storitvenem sektorju in tako naprej, ko jih pač to najbolj obremenjuje, ni bilo treba nič drugega razlagati, kot to, da se pač pogoji za upokojevanje pač daljšajo. Nič drugega. Kje podpišem, pička in materna. A veš, pač ni bilo treba razlagati, zato ker je delavcu jasno, kaj to pomeni. Nekomu, ki je pa v bistvu bolj v tej ideološki megli, mogoče pač iz višjih izobrazbenih strukturah, pač v nekih pač drugih bolj sedečih poklicih, je pa v bistvu si pa videl, so jih preparirali s tem, saj se kot družba staramo, saj bo treba, mislim, ker je zanimivo, ker glih to so hkrati isti del prebivalstva, ki sveto zatrjuje, da delo izginja in da bo pač avtomatizacija vse odpravila, ampak pustimo to, koliko so nekonsistentni intelektualno, ampak je čisto tako zanimivo je, da v resnici pač za veliko delavcev, mislim, da v tej državi ni zelo velikim treba razlagati, da štekajo, zakaj je nekaj slabo, pa zakaj je nekaj dober. Ampak tega enostavno nimajo od kje slišati. Od svojih sindikatov definitivno niso slišali tega, ampak so slišali nasprotno. In verjamem, da je v marsikateri drugi temi ista težava. In tle se mi moramo pač tudi malo pokvarjati potem z vprašanjem naših komunikacijskih kanalov, kako dosegamo pač ljudi, kako pridajo pač te zadeve do ljudi. Ker mislim, da velikrat se govori, o stanju v državi je tako, ker pač
je pač so neki nižji in delovski, nižje izobraženi sloji pač neumni in nič ne razumejo. Pismo, meni se zdi, da bolj više izobraženi in srednji sloji pač osnovnih stvari ne razumejo. Ja, ne. Pa kalkulirajo. Pa sedijo na dveh stolčkih, pa ne, pač tako da ja, tukaj imamo dilemo. V javni upravi je bolj težava, da te boljše plačene službe, da bi spravil ljudi v penzijo, kakor da pač mogoče celo dobro zveni še 2 leti, da dela. A imamo še kakšno kratko vprašanje? Če ne, bi se vsem trem zelo lepo zahvalil za, mislim, da en kar prijeten pogovor. Prihodnji teden pridite spet, sreda ob 18. Goran Lukić bo govoril o svojih dolgoletnih izkušnjah ukvarjanja z nesindikaliziranimi delavci. In ja, hvala lepa. Zdaj.